Jaz pa bom na kratko povedala malo, kakšna je situacija s konopljo in zakonodajo v Sloveniji, ker nas še posebej v zadnjem letu dni veliko ljudi kliče, ker bi radi imeli konopljo, pa jih moramo obvestiti, da je ta rastlina še vedno nelegalna pri nas in da jo morajo pridobiti na črnem trgu, če želijo si karkoli z njo začeti. Pa bi vam rada malo predstavila, kakšna je zakonodaja trenutno, kakšna je sodna praksa in kaj mi kot uživalci v bistvu moramo vedeti in kaj je naša odgovornost kot uživalci glede zakonodaje na področju drog. Se pravi, v Sloveniji imamo kar veliko število uživalcev konoplje, po nekih raziskavah naj bi jih bilo nekje okrog 200 000 registriranih, mislimo, da jih je še veliko več. In v Sloveniji se na področju drog predvsem ukvarjata dva zakona, to je zakon o proizvodnji in preprodaji prepovedanih drog oziroma ZPPPD in kazenski zakonik. Se pravi, ZPPPD določa prekrške v zvezi z drogami in kazenski zakonik kazniva dejanja, se pravi, uporaba drog naj bi bila v Sloveniji dekriminalizirana nekje od 90-ih let naprej. Se pravi, naša zakonodaja naj bi bila napram evropski, kak je trenutno zapisana, relativno napredna. Problem pa je v tem, da se je ne upošteva v praksi tak, kak je zapisana. In se pravi, ZPPPD ima člen 31, ki govori o gojenju konoplje, ki ga obravnava kot prekršek in za katerega smo prosili naše birokrate oziroma naše vladne uslužbence, da nam dajo statistiko, koliko primerov je v zadnjih letih sploh bilo obravnavano po tem 31. členu, ker predvidevamo, da bo številka nič, zaradi tega, ker ga ne upoštevajo in zaradi tega, ker vse ljudi, ki jih obravnavajo zaradi gojenja konoplje, obravnavajo po kazenskem zakoniku kot preprodajalce. V ZPPPD-ju je 33. člen še, ki je prav tako relevanten, ki določa posest konoplje. Tam je zapisano, da je manjša količina konoplje za enkratno uporabo dovoljen, mislim, ni dovoljena, ampak je prekršek, se pravi, ni kaznivo dejanje. Boste kaznovani z denarno kaznijo in z plačilom sodne takse. Problem je v tem, da je v rokah policije, da se odločijo, ali gre za kaznivo dejanje, ali gre za prekršek. Torej, v praksi to pomeni, da vi lahko posedujete pol grama trave pri sebi v dveh različnih paketih in policist se lahko odloči, da vas bo obravnaval po kazenskem zakoniku za preprodajo in na sodišču boste tudi obtoženi za preprodajo, ker nimamo nobenega primera do zdaj v Sloveniji, da bi kogarkoli oprostili, bodi si za rekreativno medicinsko uporabo, ne glede na karkoli, če so vam našli prepovedano drogo v posesti, boste kaznovani ali s prekrškom ali pa s kaznivim dejanjem. Imajo tudi opcijo dati opozorilo, čeprav se tega prav tako ne poslužujejo. Se pravi, najmanjša kazen po ZPPPD-ju, če imate en joint, ki vam ga policist vzame, je vsaj 40 evrov kazni, 42 in nekaj, in 90 evrov sodne takse, ki jo morate plačati. Se pravi, nekje okrog 110 evrov kazni, to je minimum, lahko gre tam do 200 evrov sam kazen. Kazenski zakonik ima dva člena, se pravi 186. in 187. člen. V 186. določujejo
je določena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami kot kaznivo dejanje. In kazni so do 15 let zapora. Kazen je približno tako visoka kot za manslaughter, če ubijete človeka. Se pravi, za umor je malo višja kazen, kot pa če proizvajate droge. S tem, da je potrebno tu upozoriti na eno stvar. Se pravi, ustavni sodnik Mitja Deisinger je že v letu 2001 v komentarju na kazenski zakonik jasno zapisal, kaj pomeni preprodaja, kaj pomeni gojenje oziroma proizvodnja. In tam je jasno napisano, da je gojenje konoplje, maka in koke samo po sebi ni kaznivo dejanje. Se pravi, šele, ko vi začnete predelovati to rastlino in so sumi, da boste to substanco tudi preprodali drugemu, šele takrat vas lahko policisti oziroma sodni sistem preganja za kaznivo dejanje. Tega seveda nihče ne upošteva, imamo tudi sodbe, kjer so to navedeni argumenti in kjer jih sodniki gladko ignorirajo. Se pravi, v realnosti se dogaja to, da ljudje že za, tudi če imate samo eno rastlino, pa recimo sedaj industrijske, tako imenovane industrijske konoplje na svojem vrtu, niste izpolnili papirologije, ki bi jo dali na Ministrstvo za kmetijstvo, policija bo prišla, zasegla to eno rastlino in vas bo obravnavala kot kriminalca, kot preprodajalca drog. Čeprav nimajo enega dokaza za to, da bi vi to dejansko proizvajali z namenom preprodaje. Torej, bile so tudi narejene raziskave zdaj v zadnjih 2 letih, ta projekt še poteka, vodja projekta je iz Grčije, Slovenija je partner v tem projektu in oni so prišli do enih zanimivih rezultatov v Sloveniji. Se pravi, ko so šli analizirati sodno prakso v Sloveniji, so ugotovili prvo stvar, da se njihovi rezultati razlikujejo s tistimi, ki so jih pridobili od policije. In v analizi sodnih spisov, ki so jih delali, so ugotovili, da je večina obdolženih za kriminalna dejanja v bistvu gojila oziroma posedovala te substance za svojo lastno uporabo. Se pravi, sankcije, na tem področju sankcije z zaporno kaznijo prevladujejo in po drugi strani pa imamo prenatrpane zapore, za približno 200 ljudi preveč imamo v Sloveniji trenutno zaprtih, kot imamo sploh prostora za njih. In prav tako so pa tudi naša sodišča preobremenjena in to zaradi tega, ker imamo ogromno primerov, kjer ljudi obravnavajo zaradi res zanemarljivih količin prepovedanih drog. V večini primerov je to konoplja, ker pač je nekje 70%, po nekih ocenah je nekje 70% vseh prepovedanih drog, ki zasežejo konoplja. Se pravi, ko greste malo analizirati policijske statistike, vsi ti podatki so dostopni na spletni strani policije in če greste analizirati njihove statistične podatke od leta, mislim, da 2001 naprej, boste prišli do ene zanimive ugotovitve in namreč, da v Sloveniji imamo v primerjavi z Evropsko unijo veliko več kaznivih dejanj registriranih na področju drog. To mogoče samo po sebi še ni tako grozno, če se potem ne spustimo še naprej v podrobnosti in gremo gledati posamezne policijske uprave v Sloveniji. Tam boste opazili, da predvsem Murska Sobota, policijska uprava Murska Sobota še posebej izstopa na področju kaznivih dejanj in prekrškov na področju drog. In fora je pa v tem, da
je, se pravi, v Murski Soboti registriranih veliko več kaznivih dejanj na področju drog, kot pa prekrškov. Se pravi, evropsko povprečje in slovensko povprečje beležita veliko več prekrškov na področju drog, kot kaznivih dejanj. Na policijski upravi Murska Sobota je to razmerje ravno obratno. Se pravi, v Murski Soboti očitno imamo veliko dilerjev oziroma zelo malo dejanskih uživalcev konoplje in veliko kriminalcev, ki pač delajo z drogami. Tako lahko interpretiramo te njihove statistike. V januarju 2015 je bil objavljen zanimiv članek od ene pravnice iz Slovenije, ki je prav tako šla analizirati anomalije v sodnem sistemu v Sloveniji. Tudi ona je prišla do ugotovitev, da se v Murski Soboti dogajajo čudne stvari, pa ne samo v Murski Soboti. Opozorila je na različne problematike, s katerimi se soočajo še predvsem tisti, ki so obravnavani zaradi prepovedanih drog. In to je recimo, da se pravi, dokazno gradivo je zelo majhno potrebno za to, da vas obsodijo. Torej, v večini primerov je tako, da so vam našli drogo, to je že dovolj velik dokaz za vašo krivdo, in če ste enkrat obtoženi po kazenskem zakoniku, vam preostane še samo, da priznate in si zmanjšate kazen, za kolikor pač gre. V vsakem primeru ste krivi. Ne glede na to, ali ste uporabljali to za medicinsko uporabo, ali ste to rabili za rekreativno, ali ste to prodajali, ali tega niste prodajali, vi ste to posedovali in boste kaznovani kot preprodajalec. Problem je v tem, odvetniki sami so že nekako navajeni tega utečenega postopka, se pravi, vi prijete na sodišče, tožilec vas sooči z vašim dejanjem, vi ste soočeni tudi strani sodnika s tem, da je bolje za vas, da se dogovorite z tožilcem, sprejmete ponudbo, ki jo imajo za vas in s tem znižate kazen, kolikor gre, oproščeni v vsakem primeru ne boste. Zaradi tega, ker sodišča vedno na koncu navajajo, da v Sloveniji ni sodne prakse, ki bi kazala, da se recimo za medicinsko uporabo pa nekega človeka lahko tudi oprosti. Tako da vedno navajajo sodno prakso iz preteklosti, ki pa je takšna, da je obsodila vse te ljudi in zaradi tega boste tudi vi obsojeni. Kar je pomembno za nas kot uživalce je to, da poznamo zakone. Se pravi, da si preberemo ZPPPD, da si preberemo kazenski zakonik, da jih preštudiramo, da jih znamo na pamet. Da znamo, kakšne pristojnosti in dolžnosti ima policist. Zaradi tega, ker tudi tukaj se dostikrat lahko marsikaj zakomplicira po nepotrebnem, ker ljudje ne vejo v bistvu, kakšna pooblastila sploh policija ima in oni lahko to izkoriščajo. Tako da je na naši strani, da se mi tudi sami sebe educiramo, da tudi mi znamo sami sebe zastopati, zaradi tega, ker tudi, kako bi rekla, če čakate na to, da vas bo odvetnik zastopal na sodišču, vas ne bo. Boste mogli kar sami narediti največ dela, zaradi tega, ker tudi oni ne vejo v končni fazi, kako vas zastopati, tudi oni ne poznajo v bistvu vseh argumentov, ki bi jih lahko navedli in v končni fazi sami sebi ste najboljši odvetnik. Tako kot ste sami sebi verjetno tudi zelo dober zdravnik lahko. Se pravi, bodoča politika do drog bi morala upoštevati medicinsko uporabo. Se pravi, veliko ljudi danes uporablja konopljo v medicinske namene, gojijo si jo doma, ne preprodajajo jo, imajo za lastno uporabo, to niso kriminalci, to so normalni ljudje, ki enostavno samo nimajo dostopa do te rastline in zaradi tega jim naša vlada mora to omogočiti. S tem, da jim to omogoči, lahko seveda tudi kontrolira kvaliteto, lahko kontrolira izvor, se pravi, sama substanca lahko postane še bolj varna, kot če je.
izognemo se črnemu trgu, izognemo se temu, da bi, kako bi rekla, neki ljudje izkoriščali to. In regulacija oziroma dostop do teh substanc pomeni strani države tudi, da obravnava svoje državljane kot svobodne državljane, kot državljane, ki so odgovorni, ki se zavedajo svojih pravic, svojih dolžnosti in ki, kako bi rekla, so dovolj odrasli, da tudi znajo poskrbeti za sebe, da tudi znajo s temi substancami ravnati, ampak zato jih tudi moramo izobraziti pravilno. Torej, to bi nekako bilo to, ne vem, mogoče sem kaj pozabila, verjetno sem izpustila polno stvari, ampak za zaključek, evo, berite zakone, berite čim več študij o samih substancah, berite o tem, kako jih uživati, da čim bolj zmanjšate tiste potencialne negativne efekte, ki bi jih lahko imele, in izobražujte čim več ljudi okoli sebe, ker samo na ta način bomo v bistvu lahko karkoli spremenili. Ko bomo mi dovolj močni, ko se bomo dovolj razširili, da bomo, kako bi rekla, neki reprezentativni sogovornik naši vladi, očitno zaenkrat še nismo, ker jih ne vidim tukaj, ampak brez tega, da bomo mi aktivni, brez tega, da bomo mi, če se ne bomo mi angažirali, tudi vlada ne bo storila nič, tudi politiki ne bodo storili nič, tudi ministrstvo za zdravje ne bo storilo nič, tako da vse je v bistvu v naših rokah. Hvala. Hvala, Maje. Jaz bi samo še eno dodal. Na področju drog, sodstva, se pravi kaznovalne politike, smo zdaj komaj začeli, ampak dejansko je sodstvo, ki je krivo za vso to zmešnjavo na področju drog, zato ker očitno ne ločijo, kaj je prekršek in kaj je kaznivo dejanje, zato ker so uporabniki drog, nažalost so to tudi bolniki, ko govorimo o uporabnikih drog, marginalne skupine, ki nimajo denarja za odvetnike in je to kruh brez motike za vse po vrsti. Namreč 70% dela soboških kriminalistov, ki jih je, ne vem, 40, predstavljajo kazniva dejanja, ki so pravzaprav prekrški. In jih plačujemo za to, da po domače zajebavajo ljudi, namesto da bi delali tisto, kar je njihovo delo. Se pravi, so dejansko pri nas večji kriminalci, policisti, tožilci in sodniki, kot tisti, ki si gojijo drogo, ker ne spoštujejo slovenske zakonodaje. Povej. Vprašam bi, kaj ne tukaj narediti? Kako do teh ljudi, ki delajo prekrške, pa se mi to zavedamo, kako nastopati napram njih, da se bojo oni naučili, kaj počnejo, pa da mi dobimo naše pravice? Gled, dokler bodo naši državni organi, od ministrstva do sodišča, gledajte, danes niti varuhinja za človekove pravice ni, čeprav ima, ne vem, 25 svetovalcev. In če ni pravica uživana konoplja osnovna človekova pravica, ki bi jo ona morala zagovarjati, mislim, da se ne zasluži stočka, na katerem se. In takšen je odnos vseh organov. To iz majnega poročila jasno izhaja, da je najhujši kriminalci so kriminalisti na področju policijske uprave Murska Sobota, ki dnevno kršijo človekove pravice in to vsakega boli briga za to, kar se dogaja. In to je svinjarija. Tako, prejdem zdaj, čakaj naprej, pa te pri... Kratki komentar. Prvo je tudi v tem. Eno je, da je policija kriva in da oni v bistvu ne upoštevajo zakonov. Drugo je pa, da mi sami ne vemo, kaj zakon pravi. Se pravi, če mi sami ne vemo zagovarjati sebe, potem policija lahko dela z nami, kar hoče. Če ti veš, kaj piše, kaj je kaznivo dejanje, kaj je preprodaja, kaj je gojenje in kakšne dokaze oni dejansko rabijo. Samo priznanje ni dovolj. Če jaz priznam, da sem gojila,
To še ni dovolj. Sodnik mora ugotoviti, ali je bilo to priznanje pridobljeno in je relevantno, mora pridobiti neke druge dokaze, ki dokazujejo to, da jaz to mislim preprodajati. Samo moje priznanje tudi ni dovolj, ampak zaenkrat je na sodiščih tako, da že samo tvoje priznanje je dovolj dokaz, da te obsodijo, vsi so srečni in zadovoljni zaradi tega, ker je postopek lahko hitro speljan, vsi pokasirajo svoje plače, ti pa si v bistvu na koncu zadovoljen, da si lahko znižal kazen, ki bi jo tak ali tak dobil. Se pravi, ognati se ne moreš, ker ni taka sodna praksa v Sloveniji. Jaz bi to samo dodal, da na koncu koncev vsak, ki ne spoštuje zakonodaje nacionalne ali mednarodne, je kriminalec. In naša država se vsakoletno širokousti, naši strokovnjaki na ministrstvu, da posez konoplje v Sloveniji, za posez konoplje ne more biti izrečena kazen zapora. Jaz vsakodnevno pomagam ljudem, ki me kličejo, ki jih zapirajo, da so zaprli enega za 1 gram za 1 leto nepogojne kazni, prvič za droge. In tega sodnika bi morali nabrcati vrit, pa ga poslati zapor. Zato, ker je pokvarjen, zato, ker ne pozna zakonodaje. In ta sodnik je plačan z javnim denarjem, prisego je, da bo spoštoval slovensko ustavo in zakonodajo in vsakodnevno krši. In je svinjarija, da se na tem področju ne naredi nič. Čeprav opozarjamo zdaj že par let. Pa ne bomo zdaj več o tem, ko bomo zašli